Jaz bi pravzaprav nadaljevala. Nedvomno Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s gospodarstvom in pa tudi ključnimi destinacijami izredno podjetno gleda na vsake tovrstne priložnosti. Na eni strani, moram reči, bo vsem tistim, ki sodelujemo že v tem trenutku, nam je seveda sprva je to en velik nacionalni, bom rekla, naboj, velika čast, da lahko pri tako pomembnih ali pa največji pravzaprav svetovni razstavi sodelujemo. Na drugi strani so pa cilji pravzaprav slovenskega turizma jasni. Torej, povečati moramo višjo dodano vrednost. Vemo, da smo nekje ob zaključku lanskega leta skoraj nekje na 3 milijardah. Povečati želimo potrošnjo na 4 milijarde do leta 2021, izredno ambiciozen cilj. Želimo pravzaprav to desezonalizacijo, torej povečati število gostov izven osrednje turistične sezone. Danes pravzaprav Slovenija ni klasična, bom rekla, neka mediteranska država, ki bi slonela samo na srednji sezoni, ampak že izrazito dobro pelje pravzaprav to zgodbo celoletnega turizma, ampak seveda velike priložnosti so še spomladi in pa tudi jeseni. Na drugi strani pa, tako kot je Niko povedal, želimo pravzaprav dvigniti raven gostov, ki v Slovenijo prihajajo, na ta način pravzaprav pri pomoči slovenskemu turističnemu gospodarstvu, da lahko za višjo ceno pravzaprav svoje storitve tudi prodajajo. In na področju Emiratov, pa tudi v golfskih državah, imamo zdaj kar nekaj letne izkušnje, smo vsakoletno prisotni, vemo, kako pravzaprav ta trg ali zelo velik, pravzaprav veliko tržišče diha, kaj potrebuje Slovenija, nedvomno ogromne, bom rekla, kapacitete nima, da bi vsem tem gostom ali pa izrazito luksuzne, da bi jim lahko ponudili, imamo pa skozi, bom rekla, drugačno vrsto res luksuza, ko ga poimenujemo v povezavi z naravo, povezavi z doživetji, personalizirano pravzaprav izkušnjo, že danes lahko pravzaprav goste iz tega sveta tudi izredno dobro servisiramo. Kot je pa Robert omenil, ne fokusiramo se samo na ta del, bom rekla, arabskih emiratov ali pa arabskega sveta, temveč širše. Pričakujemo ogromno azijskega obiska. Danes, če pogledamo v tem kolaču slovenskega turizma, že preko 500 000 pravzaprav nočitev se generira iz tega dela sveta. Zaskrbljeno zremo tudi na aktualno situacijo, seveda povezano predvsem s Kitajsko, ampak ne glede na to, smo si, bom rekla, res zadali torej ponudbo ali pa predstavitev Slovenije naravnati tako, da bo drugačna, privlačna in da bomo za slovensko turistično gospodarstvo konkretno tudi pripravili serijo možnosti, nekih organiziranih poslovnih dogodkov, na katere bomo povabili ključne organizatorje potovanj, influencerje, skratka tiste ciljne skupine, s katerimi bo potem turistično gospodarstvo imelo možnost nekih konkretnih sestankov ali pa sklepanja potencialnih poslov.